Luka Pangos, iskrene čestitke, res sem vesela, da si danes z mano v rubriki Več ali manj, postal si zmagovalec oddaje Masterchef Slovenija. Kakšni so občutki, najprej to? Hvala za čestitke. Občutki, ne vem, težko opišem, kar zmagal sem ta šov. Toliko enih stvari je do tam, pa tako pogledaš na koncu finale in si tako, wow, uspelo mi je. 50 000 evrov je bila glavna nagrada oziroma je nagrada, ki si jo dobil in seveda en kup izkušenj in zaradi te številke se greva midva danes tudi igrco številko 50. Prav, si pripravljen? Zmenjeno. Več ali manj? Z Evo Cimbola. Po razglasitvi si v eni uri dobil več ali manj kot 50 sporočil s čestitkami. Več. Dejansko nisem štel, ampak veliko več. Mogoče celo 10-krat več. Pa si že uspel odgovoriti? Ne uspem odgovoriti, ker enostavno imam toliko stvari, da ne morem niti fizično biti toliko prisoten na socialnih omrežjih pa mailih. Več ali manj kot 50-krat si tekom oddaje oziroma snemanj slišal, da veljaš za favorita. Po moje več kot 50-krat, kar mi ni bilo najbolj pogodu. Ne, si čutil zaradi tega večji pritisk? Ja, mislim, definitivno se nisem nikoli počutil dobro v vlogi favorita, ker na koncu Masterchefu zadnji krožnik vedno šteje, ne? In lepo biti favorit, če bi jaz imel 30 točk prednosti pred vsemi ostalimi, ne? Ampak na koncu vedno zadnji krožnik šteje in moj strah, da bom jaz kaj zafrknil, je bil še vedno enak. Sploh pri sladicah, ne? Sploh pri sladicah pa platingih. Več ali manj kot 50-krat si pomislil, če si ravnal prav, ko si zaradi Masterchefa pustil službo v marketingu. Več kot 50-krat sem po moje to pomislil. Že preden sem se prijavil v šov, mislim, že sam dati odpoved je bilo težko. Pol pa itek skozi cel šov, sploh ko imaš ups and downs, kdaj dvomiš, je bilo to res cool. Še zdaj, ko sem zmagal, kdaj pomisliš, tako, kaj jaz delam, toliko nekih novih neznanih stvari, ampak sem vesel. Več ali manj kot 50 idej, kam z denarjem? 50 000 evrov ni malo. Manj, samo ena ideja. Ja? Ja. In to je ta, ki jo ves čas ponavljaš? Še vedno kmetija? Še vedno kmetija. Dejansko moja edina želja je bila, zakaj sem se dejansko na koncu prijavil v Masterchef, ker sem imel jasno vizijo, kaj hočem in vedel sem, da se moram predstaviti nekako ljudem, če hočem to uresničiti. In zato je bil ves čas samo en cilj in samo en način, kako bom porabil nagrado. In kako bi si lahko zdaj ta trenutek zamislil, da bi ta kmetija izgledala? V bistvu, ravno prejšnji teden sem zvedel, da sem že kupil kmetijo in vem, da je moja. Tako da zdaj sem začel s planiranjem in kako se bom lotil obnove in hitro bo šla ta nagrada. In potem verjetno tudi samooskrba in podobno. Ja, zdaj dejansko me čaka še prvo nekaj dela z obnovo, da se lahko na kmetijo dejansko preselim, pa hkrati me čaka še ful obveznosti, ki so valjda po šovu, ampak hitro bomo začeli delati to, da vsaj že nekaj zasadiva, da ta čas zadeve rastejo. Več ali manj kot 50-krat se ti je zgodilo, da si jedel kosilo ali večerjo zunaj, v restavraciji ali pri prijateljih in si komentiral pripravljene jedi v smislu, tole pa ni najboljš, tukaj bi pa lahko kaj drugače? Več kot 50-krat, zato ker vedno sem bil komentator. Preden sem se prijavil v šov, sem bil največji couch komentator, že tako. Priznaš? Ja, priznam. Jaz sem se zato tudi, mene punca prisila, da se prijavi v Masterchef, ker je rekla, da boš enkrat tiho, pa da pokažeš, kaj znaš. In zdaj si res pokazal. Ja, sem pokazal, na srečo. In je tudi ona verjetno na nek način verjela v tvoj uspeh, ne? Ona je od samega začetka verjela v moj uspeh, kot sem dejansko verjel sam in to mi je dalo ful samozavesti. Je pa to verjetno izziv tudi za zvezo kot takšno, ko se tekmovalec prijavi na takšno oddajo, ker res dolgo traja, veliko ste izpostavljeni stresu in vsem takšnim nepredvidljivim situacijah in verjetno je fino, da je veza kar trdna, da vse to zdrži. Veza mora biti res trdna za zdržati to stvar, ker prvo kot prvo, valjda te ni toliko časa in nisi v takih stikih, pol je ogromno enega stresa in na koncu se izpostaviš. Jaz še vedno, Sanja Sirk je zelo lepo nam povedala, ko je bila enkrat gostja v oddaji, obstaja življenje pred Masterchefom in po Masterchefu. In pripelje to enih fulnih stvari za sabo, izpostavljenosti, pozornosti, vse in partner se lahko kdaj počuti zapostavljen v taki stvari. Ampak tvoja punca ne? Ne, mislim, da ful dobro furava in sva res oba vesela, da se nam to zgodilo in hkrati je v bistvu to samo en tak velik korak naproti najnim sanjam, ker sanje v kmetiji so skupne sanje in skupaj greva delati to. Zelo lepo. Več ali manj kot 50 minut na teden porabiš za svoj videz? Torej recimo 1 uro na teden.
Pa ne vem, glede na to, da se rihtam 5 minut na dan, pa tako, kaj sem, kaj bi rekel. Po mojem bi rekel manj kot 50 minut porabim za svoj videz. Se pravi, recimo samo lasje ti ne vzamejo veliko časa? Ne, ok, da si ti perem si lasje. Ja, več kot 50 minut porabim za svoj videz, ampak to je res tako osnovne stvari, ker zares se ne ukvarjam veliko s tem, kako izgledam. Več ali manj kot 50 minut dnevno, torej pa deva spet zaokrožiti na 1 uro, posvetiš samo sebi. Sem precej razmišljajoč človek, tako da bi rekel več kot 50 minut na dan posvetim sebi. Sploh razmišljam, kaj bom počel, kako bom splaniral zadeve. Tle največ časa porabim. A bi lahko rekel zase, da si introvertiran? Dostikrat se opišem kot introvertiran ekstrovert. Se mi zdi, da sem se zaradi službe in stvari, ki sem jih počel v življenju, navadil biti ekstroverten, ampak zares imam ful rad svoj mir in tišino in se omaknem biti doma s punco. V Sem svojem kar bolj miru. zapečkar, ja. Več ali manj kot 50krat prosiš, da ljudje čevapčičev ne polivajo s pivom. Neskončno krat prosim, da ljudje čevapčičev ne polivajo s pivom. Nasploh ne mesa, ne? Nasploh ne mesa. Več ali manj kot 50krat boš premislil, kako boš nadaljeval svojo kuharsko pot. Zdaj, za kmetijo si povedal, denar gre v renovacijo in tako, ampak kaj pa ta tvoja kuharska pot? Manj kot 50krat pomislim, kako bo pač. Ker spet že veš? Že vem, pač jaz vem, da hočem imeti svoj mini kmečki turizem na svoji kmetiji in tam kuhati. Do takrat, ko mi bo to uspelo, pa si želim kuhati na dogodkih in se čim več naučiti v profesionalni kuhinji. Super, všeč mi je, kako imaš že začrtano vizijo in dejansko se mi zdi, da se je morda ravno to pokazalo za zelo pozitivno v oddaji Masterchef, ker si predno si stopil v šov oziroma v oddajo že imel, tako kot si rekel, razdelano vizijo. Če zmagam, renoviram kmetijo in tam bom potem imel to in bom kuhal, do takrat pa to in to. Morda si bil eden izmed redkih tekmovalcev s tako razdelano, idejo. Ja, res sem vesel, v bistvu sem šel z jasnim ciljem, če ne se hitro lahko zgubiš, tako kaj počnem tle, zakaj to delam in vse, res je pač stresna situacija, Masterchef in mislim, da rabiš neko jasno vizijo in hkrati tudi verjamem v manifestacijo in da pa če si nekaj želiš, postaviš jasen cilj, imaš dosti več možnosti, da ga osvojiš. Več ali manj kot 50krat si se zjokal v življenju? Več kot 50krat sem se zjokal v življenju. Pač sem tip, ki mu ni strah priznati, da se kdaj zjoka in sem čustven in jokam od sreče in od žalosti. Tudi ob kakšnem filmu? Ob filmih ne jokam toliko, bolj se me dotaknejo ponavadi kakšne zgodbe, take težke, kompleksne ali pa kaj takega. Več ali manj kot 50 malih trenutkov sreče si že doživel? Več kot 50 trenutkov sreče sem že doživel. Bi lahko kakšnega recimo delil zdajle z nami? Kaj je zate trenutek sreče? Mislim, prejšnji teden, ko sem zvedel, da je pač kmetija končno moja, oziroma najina, ne vem, osvojitev Masterchef pokala, vsaka pohvala od sodnika, ki so mi dali v Masterchef, vsaka pohvala od folka, ki je mojo hrano, ne vem, ogromno takih trenutkov. Jaz se mi zdi, da se res rad se veselim malih zadev, ker rabim skozi nek zagon za to, da grem naprej. Pač rad sem tak prokrastinator in moram se veseliti zadev in si čestitati, da je za njih. Več ali manj kot 50 prijetnih dogodivščin s pasjim prijateljem? Več kot 50 dogodivščin s pasjim prijateljem. Ker ti krajša tudi tvoj čas, ne? Ja, pač itak imam 2 kužka doma na obali, hkrati tle v Ljubljani s punco sta tudi dostikrat varuški za kužke, tako da imava pogosto kužke okoli sebe in pač, ne vem, meni so kužki tako dobri, že samo ko priješ domov in so te tako veseli, pol pa še itak, če greš v naravo z njimi oziroma preživljaš čas skupaj, pač je top. Zdaj, dejstvo, da imaš punco, se mi zdi, da je javno znano, da si jo večkrat pač tudi omenil, ampak vseeno me zanima, več ali manj kot 50 ženitvenih ponudb v zadnjem času? Dejansko ni bilo nekih ženitvenih ponudb, tako da manj kot 50. Manj kot 50. Ja. Luka, več kot 50 odličnih kuharskih poti ti želim na tvoji poti in le glej, da kmalu lahko pridem na tale kmečki turizem na eno dobro enolončnico, prav? Hvala za dobre želje in definitivno povabim, ko odprem. Čestitke še enkrat. Hvala.